Ok, in ko ste enkrat spravili svoj nivo bolečine s pomočjo položaja počitka na nivo, ki je od 1 do 10 na trojki, torej, če se vprašate, kakšen je nivo bolečine pri vas, ali je to od 1 do 10, ker je 10 največ in 1 najmanj, in če je nivo manjši kot 3, potem ste s tem položajem počitka naredili tisto, kar ste želeli, torej zbili ste bolečino do minimalne bolečine in lahko štartate naprej z vajami. Naslednja vaja, iz katere bomo štartali, je vaja drsenje v plank. To gremo iz položaja počitka tako, da se takole malček dvignemo gor, ramena in lopatice gredo narazen in trebušni del je čisto nežno sproščen. Potem pa se pomikamo, drsimo naprej in takrat začutimo, da morajo trebušne mišice majčkeno delati, ker zdaj smo ustvarili vajo imenovano plank ali miza. Potem se pomaknemo z rokami naprej. Zdaj, prednost te vaje je, da se na neboleč način učimo, kako uporabljati roke, v bistvu treniramo roke in hkrati trebušni del mišic. Ne napenjati mišic, samo zadržite, torej, ko greste naprej, zadržite mišice trebušnega dela, glih do te mere, da se ne zlomite. Torej, po domač povedan, začnete tukaj iz štartne pozicije, podrsate naprej in zadržite dobrih 10 do 20 sekund. In potem z rokami, spet z močjo rok se pomaknete nazaj, potisnete nazaj in spet naprej. 10 do 20 sekund in spet se potisnete in pomaknete nazaj. Torej, to vajo naredite tako, da počijete, tako kot zdajle, in greste naprej za 10-20 sekund, to naredite 5-krat. In iz tega potem greste naprej v malček težjo obliko. Torej, vedno boste videli, da bomo pri teh vajah šli iz koraka v korak do tega, da boste vedno bolj sposobni. Zdaj bomo šli že na majčkeno bolj kompleksno vajo in sicer gre za Superman. Vaja na vseh 4, kjer dvignemo roko v zrak. Torej, smo takole na vseh 4, roke so takole majčkeno bolj skupaj, kolena so bolj narazen. Torej, kolena morajo biti bolj narazen, kot so vaša širina bokov. Ramena ne bodo stran do ušes in najprej se zasmejemo, torej, da malo stisnemo trebušne mišice, vdihnemo in dvignemo eno roko gor. Kaj ta S? To sikanje, podobno sikanju kače, mora priti v bistvu z izdihom. Kajti najprej vdihnemo, stisnemo in stabiliziramo trup in potem dvignemo roko in izdihujemo dobrih 5 sekund. 5 sekund naj torej traja samo izdih, nežno čez zobe. Zakaj? Zato, da ohranimo to tenzijo tukaj. Mi hočemo v bistvu s to vajo trenirati trup. Mi hočemo čutiti trebušne, pa mišice celega trupa, pa roko in tako naprej. To vajo lahko preprosto naredite težjo tako, da greste bolj široko z rokami ali pa bolj naprej z rokami in boste videli, da je vaja kar naenkrat težja kot prej. Torej, zelo učinkovit in zelo varen način, kako v bistvu naučiti telo, da dobro stabilizira. S to vajo boste dobili izjemno vzdržljivost, odločnost in moč vsi tisti, ki imate težave, a pa tisti, ki hočete delati dobro, varno preventivo. Ok, in gremo naprej. Tretja vaja, ki sem jo želel pokazati v tem sklopu, je vaja, kjer se učimo zopet, tako kot že skozi celo knjižico, gibanja v kolčnem sklepu in stabilizacije trupa hkrati. Torej, 2 muhi na en mah. Kako to izgleda? Postavite se takole na bok, mimogrede, pazite, kadar se prestavljate, da kadar se obračate, ne pride do rotacij. Vidite, tukaj pride do obračanja v hrbtenici. Zato se obrnite tako, da si pomagate z rokami in nogami, vidite, in stabilizirate trup, torej, da se ne obračate v hrbtenici, torej, da hrbtenico lahko lepo stabilizirate. Na ta način spet ne bo draženja na hrbtenico. Potem pa se prestavite takole na komolec. Komolec naj bo pod ramo. Prsa odprete, torej prsa ven,
Potem pa malčko takole malo zatlačite, da vidite, če ste poravnani, mora biti ravna premica, torej spodaj ste stisnjeni. Ne biti mehki, pač pa dvignite malo spoden del rebra. Gor. Torej, to je vaja, kjer boste trenirali cel spoden del, plus noge. Kolena so pokrčena in naj bodo pred vami. In potem kaj? Preprosto. Potisnemo kolena dol in potisnemo boke naprej. Torej, kolena pritisnemo nazaj dol in takrat se boki dvignejo naprej. Torej, nočemo gor, pač pa, glejte, naprej. Boki in prsni koš, prsa, gredo hkrati naprej. Tukaj sem čvrst na rami, močna rama, močna prsa, roka, cel spoden del tu čutim. Torej, zelo učinkovita vaja. In dihate dobre 2-3 sekunde in nazaj. In spet. Vdih. In nazaj. Vdih. In nazaj. Vdih. In nazaj. Torej, vaja, kjer boste izjemno čutili roko, ramo, cel spoden del trupa in ritne in nožne mišice. Potem seveda to vajo ponovite še na drugo stran. Koliko ponovitev? Od 3 do 10 ponovitev, odvisno koliko ste sposobni trenutno. Po 5 sekund maksimalno držite, ne rabite več. Glavno, da je kvalitetno in dobro izvedeno, točno po mojih navodilih. Torej, zdaj imate rutino vaj, kako začeti z odpravljanjem bolečine in potem kako graditi vašo telesno odpornost, da boste zdaj bolj odporni s pravilno tehniko, s pravilnim položajem in boste na ta način lahko bistveno več dela naredili in doma in v službi brez bolečin. Tako da pejte večkrat čez te vaje, razmišljajte v njih, trenirajte in če karkoli ni jasno, seveda, podsukajte me za rokav.